Lokacija, fenomenalna, ja, lejte. Silvo, kaj boš rekel na tole? Ja, lej, tole je pa res. Evo, moj prevoz prihaja, moj sopotnik, nasmejanka vedno. Eno mačka po vozu. Joj. Evo, Garfota mi skor po vozu. Kaj je Garfič? Mačka se mi skor po vozu. Ne, Garfi, pa ne, Garfi. Živo, ne znamo, Garfi. Gremo, Silva. Ja, ti, ajde. Gremo zdaj, gremo pa pogled, kaj bomo najdli. Evo, lejte, tu je. Kaj si, Silvo, bil na nekem prvenstvu, temle akrobatskem smučarjem? Če kdo gotovi, kaj je tole, zakaj je tole? Zakaj je tole? Lejte, tu ima na obe dveh straneh zakrivljeno. Ja, tu so pol taki pa frajeri spadajo. Ja, neč, Silvo, bomo še mojo noč zmetali, pa gremo. Midva se nahajava nad Senjem, to je tle ob morju. Tukaj sva glih zdaj šla čez, da prideva, mislim, da v Liko in lejte, ob cest najdeva tale zapuščen objekt. Pojma nimam, kaj je to, tako da to bom pol preveril malo na Googlu. Seveda pa, ker mene take stvari zanimajo, greva pa zdaj noter pogledat. Drugač zelo piha, se veste, senska burja. Tukaj še ni sile, ampak tamle na drugi strani je pa to kar. A ni zanimivo raziskovati takele zapuščene objekte? Pojma nimaš, kaj boš najdel. Zdaj moram biti malo pazljiv, lejte, ki je vse ledeno. Nam kje je dol pol. Aha, to je mogel biti neki gostinski objekt, predvidevam. Drugač, dajte dol razgled na morje. Tole tamle je še otok Krk. Tole prvič. No, sej, lokacija fenomenalna, ja, lejte. Tole je Šank. Tole ne vem, kaj bi bilo. Tukaj je bil mogoče oder, kakšna muzika igrala. Ali pa tudi ne. Ne vem. Od zunaj je tole sicer večje izgledalo. Aha, verjetno se mora kam dol pridati. Tukaj je nekaj, sam stopnic ni. So bili WC-ji, tle že sneg noter. Ja, dajte, pisoarji. Z te strani pa res piha. Nikje bi mogle biti stopnice za dol, ker mora biti nekaj dol. Aha, lejte, tle so ene stopnice. Tu je bila verjetno kuhinja. Tu je bil službeni vhod iz te strani. Za prezračevanje. Lejte, to še zdaj nekaj pod elektriko. Lejte to. Tole mora biti pa napetost. Dajte pa kar svrh po mojem. Ne vem, zakaj je to tukaj. Pojma nimam. Če smo že tukaj, pejmo vse pogledati.
To je bila po mojem neka kotlovenca, ja, ker je dimnik tukaj. Čudno mi je, po mojem nekaj bi moglo še dol biti, pa ni, lejte, celo neki dokumenti. Ja, to je to, gostinski lokal je bil, stopnice ne bojo nikamor me pripeljale. Čajte, tukaj sem že šel, ja. Ne, tukaj so WC-ji za osebe, en je čevlje pozabil, tle garderobne omarice. Ja, nič. Zanimiv objekt, sam to lahko rečem. Ne vem pa, kako bi nižji dol prišel. Ali pa se mogoče sploh nič ni. Tako da, no, se je splačalo ustaviti. Glejte, iz leta 1985, devizno tržišče, so stari teli dokumenti. Sem tam nisem videl, pa sem vzel. Glejte, to je pa, po mojem, decenik karta. Škoda, ker ni cen. Glejte, takole so imeli, da so cene noter napisali. Zanimivo. Silo, kaj boš rekel na tole? Ja, tole je pa res nekaj... Cel dan sem v bistvu čakal tole. Mečkam si jezel name, ker sem bolj šel solato naročil, kot ti, ne? Ja, to pa res, tukaj si me pa pelil že enega česa. Drugač pa lejte, kakšna lepa restauracija. Res super in tudi čevapčiči sem prepričan, da bojo vrhunski, zato ker tukaj sem že jedel in imam dobre izkušnje. Dober tek, Silva. Hvala, tudi te. Ura je 2:30 zjutraj. Žal smo tako pozno prispeli v Travnik. Zdaj vam bom pokazal apartma, ki ga imava. To je v eni hiši na vrhunski lokaciji. Kako vrhunski, bom jutri zjutraj pokazal. Kaj praviš, Silva? Vidim, da si se razkomotil. Ja, seveda, jaz pač verjamem veliko placa, ne? Sem tako komod človek. Vem, da si imaš stvari, kakšna ženska. Ja, še več v bistvu, ker pač je tako bolj resen podvig in sem bolj resno stvari postopil, tako da... Evo, to je ena soba, tole je kuhna, ko jo sicer ne bova rabila. Je pa dobro, da kaj noter daš. Tole je še ena soba. Evo, jaz sem si smuče noter prinesel, ker me je malo strah, da mi jih ne bi ukradli, saj ni najbrž čisto nobene možnosti. Silva jih je pa v avtu pustil. Jaz sem jih prinesel gor, sem rekel, zdaj da bom bolj spal. WC, kopalnica. Drugače pa, da povem, kaj se nama je naredilo. Ne nama, meni. Tam ste videli prej, ko so šla jest, super gostilna, vse super, odlična hrana. No, midva pojeva, greva naprej, to je bilo pri Bihaču, greva midva pol naprej proti Travniku in ko se približno 120 km prevozva, jaz zagotovim, da nimam ruzaka. Sem pa mu v ruzaku pametno uro, ki je na 400 evrov vredna. Baterijo od drona, ki je vredna 100 evrov. Pa potem sem mu še neke foto zadevce, take bom rekel, ne veliko vredne, ampak vse skupaj pa je bilo 700 evrov v tistem ruzaku. No in sem rekel, Silva, ne bo druge, mogla bova iti nazaj. On je to sicer čisto lepo sprejel, jaz sem bolj slabo, ker sem kar samokritičen do sebe in sem bil razočaran nad seboj. Že prej sem pa doma pozabil en telefon,
ker mi zelo narobe hod, ker imam gor, da blokiram pa odblokiram kreditne kartice in že to me je v živce spravilo, pol pa še to. In kajčva, obrnila 120 km v eno smer, 120 nazaj, da sva prišla na isto in zato sva zdaj v Travnik prišla šele zjutraj ob 2:30 sva prišla, zdaj najbrž že 3, tako da malo sem jaz to vse skupaj zamočil. Zdaj pa tukaj super, da je ful toplo, ker Silvo tu ne dela v avtu dobro gretje in sem bil kar premražen, tako da zdaj tukaj je že boljš, zdaj pa sem potuš, pa spat, pa zjutraj pa novem dogodivščinem naproti, tako da jutri, verjemite mi, zelo dober video bo. Se vidimo jutri, če še nisi naročen na moj YouTube kanal, se naroči, pa se vidimo jutri. Živjo!